Gre za rusko borilno veščino, ki jo je v Maribor pripeljal ruski trener pred približno 12 leti, ko se je odločil, da bo živel v Sloveniji. Začetki segajo torej v Rusijo, kjer so pred leti izbrali najboljše trenerje borilnih veščin in jim dali posebno nalogo. Najprej učujejo vse športne panoge borilne, izberijo najučinkovitejše prijemi, s katerimi bi se dalo premagati nasprotnika. Bilo veliko kriminala, bilo veliko tatvini, policisti morali. Ta športna panoga je bila posebno ustanovljena za policijo in za vojsko. Uspešno jo je uporabljal še KGB, pa tudi dijaki prometne šole že poznajo njeno pravo vrednost. Varnostniki, ki delajo recimo na javnih zbiranjih v trgovinah, pa tudi resni stražarji, morajo vladati določene tehnike samoobrambe. Tega vsega se lahko naučimo tukaj v sambu. V bistvu sambo tudi pomeni po slovensko samoobramba brez orožja. Sambom pa se ukvarja tudi veliko bolj znan zemljan. Vladimir Putin je dostиг vidne uspehe na tem področju, zelo podpira tisto športno panogo sambo. Vsako leto v Moskvi poteka pokal predsednika Rusije. Sparing partner Vladimira Putina, zdaj predsednik Mednarodne sambo zveze. Zdaj združuje več kot 90 držav v sambo zveze. Upamo kmalu, da športna panoga sambo bo postala tudi olimpijska športna panoga. Sodelovanje med Rusijo in Mariborom je postalo še bolj konkretno. V Moskvi so namreč podpisali pismo o nameri s Sambo zvezo Rusije in športnim centrom Sambo, ki ima okrog 5000 dijakov. V prvi fazi podpis omogoča koristno izmenjavo dijakov. V nadaljevanju pa naša šola si obeta tudi možnost ponuditi cenovno ugodne možnosti za priprave za njihove športnike. Veliko poudarko dajemo na obrambo proti noža, proti pištolu, transportne prijemi, vzvode na roke, na noge. To je zelo pomembno za naše varnostnike. Zadevo smo razširili tudi tako, da seveda je dostopna v večernih urah tudi vsem našim dijakom in pa seveda tudi študentom naše višje šole. Tako da gre za eno tako širšo gledanje. In zdaj od besed k dejanjem. Če nasprotnik prime, naprimer, za vrat, prvo se moramo utresti rok, zaradi tega, ker nas lahko pri dolgem stiskanju lahko omedliš, ker pride do pomanjkanja kisika. Prvo odstraniš roke, potem pa nasprotnika odženeš z nogo, da dobiš razdaljo, lahko za umik, lahko za, ne vem, za ponovno, da se lahko začne za ponovni napad. Je pa še en dober prijem, če napadalec napade z obima rokama, da se pač probamo čim prej, da mu damo šok, potisnemo glavo nazaj, potem primemo roko in stisnemo tu not v komolec. Napadalca zaboli v zapestje in komolca in ga onesposobimo. Ste že znate predstavljati, da boste enkrat kmalu v službi, kjer boste te veščine morali uporabiti v določenih primerih. Strašna nogometna tekma, Maribor, Olimpija. Jaz predstavljam si se, samo upam, da ne bo potrebno uporabiti pač fizične sile. Isto kot on, sicer jaz se bolj predstavljam kot policaja. Je boljše, da imate ta znanja samba, ali bi bilo boljše imeti pištolo? Jaz mislim, da je boljše imeti znanje samba, ker pištola je tak, človeka streljiti ni glih lahko. Dosti teže je, ko pa narediš en prijem ali pa met, pa je bolj kot ne cel, da poškoduješ hujše. Se pri met lahko prije tudi težjih poškodb, zloma rok, če nesrečno pade, če ne zna padati. Sam pištola je pa le orožje. Koliko je kaj puncem všeč to, da znate tudi? Jaz mislim, da je mi kar všeč. Po mojem tudi, ja. Za vsak primer oziroma za primer samoobrambe pa ponovimo še enkrat. Šok, pa tu, pa dol.